Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, prisrčen pozdrav iz sončne Vipavske doline v Ajdovščini. Vsi bomo ogledali prijateljsko nogometno tekmo reprezentanc do 18. leta starosti. Veliko za ekipo Kijeva in sicer kar 8 let. Tule pa napad Slovencev, malce dolga žoga, ampak kljub vsemu še vedno akcija. Podaja na drugo stran priložnost in gol! 1-0 Slovenija vodi iz prvega napada. Lepa akcija Slovencev in vodilni zadetek. Italijani so bili izigrani z prvega pravega slovenskega napada. To je bil strelec naših. Ja, to je desetica v naši izbrani vrsti, Almin Kurtović. Morebitno kratko podajo za Vinjata, žoga v kazenski prostor, skok in mimo gola. Vse je torej pripravljeno, napeto pričakovanje. Ja, dobra podaja, priložnost za Slovence, še enkrat in gol! Brez nezadovoljenega položaja in v polno, številko 6, David Zec. Zec torej v polno, nogometaš Triglava, Italijani so bili še enkrat izigrani. Dobra poteza Slovencev v 15. minuti, torej Slovenija, Italija 2-0. Imajo zagotovo žogo več v svoji posesti, toda Slovenci, ko jo odzamejo, so vendarle dovolj nevarni. Tu še ena akcija in vratnica. Tule napaka je sedaj priložnost za Italijane. Rešena je bila tudi ta akcija, čeprav se je zgodila kar huda napaka. Visoka žoga gre v kazenski prostor, težave in ali je to celo avtogol, napaka v naši izbrani vrsti. Kdo je torej strelec zadetka, morda gre tu za avtogol, mislim, da ja. Torej nesporazum, ja, to je zelo šolska napaka slovenskih nogometašev in strelec je kapetan naše izbrane vrste. Nimamo seveda podatka, za koliko je podaljšal tale prvi polčas, po prekinitvah, Italijani pa v novem napadu sedaj. Podajo v sredino, nevarno in gol! Italijani so izenačili, velika napaka Slovencev ob tem poigravanju v obrambi, ko enostavno žoge niso uspeli spraviti in Rilint ni v okazi v polno za izenačenje. Ja, kar dišalo je pravzaprav po zadetku nekaj časa, ko so naši se poigravali žogo na svoji polovici, ko jo niso znali spraviti dlje nadaljevanje napada. Ja, tule pa utegne biti nevarno, ampak malce je ponagajala žoga, Matej vstopi. Še enkrat ta nogometaš, Italijani so tu nevarni. Kombinacija in obramba, odlična obramba. Manolo Portanova je poskusil, ampak neuspešno. Italijani pa so se visoko postavili v zadnjo linijo. Poglejte, kako visoko. In tu leti žoga sedaj v kazenski prostor, priložnost za Slovence, strel in gol! Odličen strel, odlična akcija Slovencev, neuspešna ofsajd zanka Italijanov in Aljaž Golja se veseli zadetka za 3-2. V 74. minuti je torej Slovenija spet v prednosti. Slovenija, Italija 3-2. Takole pa Italijani kombinirajo, ampak niso dovolj natančni pri podajah. Tu je Blanki v sredino, skok in gol, odličen zadetek Italijanov. Napaka v naši obrambi, mislim, da tudi vratar nekam v prazno in gola za izenačenje se veseli Felice D'Amico. Tule vendarle obetavno nadaljevanje akcije v prazen prostor, brez prepovedanega položaja, povratna žoga, priložnost za gol in obramba. Ja, še naprej kombinacije, to je Rico in konec tekme. Končan je torej dvoboj v Ajdovščini, prijateljska tekma reprezentanc do 18. leta Slovenije in Italije. Dobro, glede na to, da sem jaz prvič vodil to generacijo na prvi tekmi, mislim, da smo odigrali zelo dobro. Tudi vremenske razmere so bile pač takšne, da nekega tempa se ni dalo ustvariti in s tem delom pač v 3 dneh smo lahko zadovoljni in tudi z rezultatom pač zmeraj favorizirano Italijo. Tako, mislim, da ta reprezentanca odigrala zelo dobre kvalifikacije, se uvrstila tudi v elite round. Sigurno, da
ker tudi vodim selekcijo U19, pričakujem tudi nekaj fantov, da se bo priključilo letniku 99, katera ima zdaj oktobra kvalifikacije na Nizozemskem. Ne, mislim, da tukaj manjka kar precej igralcev, se pravi, da danes mi smo bili brez igralcev iz tujine, pač imeli smo veliko peha, tudi nekaj poškodb je bilo, tako da v tej generaciji igra še nekaj igralcev iz letnika 2001, kateri grejo naslednji teden v Ukrajino na turnir, tako da jih nismo hoteli obremenjevati in te fanti, ki so bili priložnosti, so sigurno nekaj tudi to izkoristili. Ne, ni razloga za strah. Če bi se bojal, je sam še slabš. Sam po moje dobro smo igrali, tekma je bila zanimiva, veliko golov, tako da smo zadovoljni na koncu, lahko rečem. Zdaj s tem fanti smo par treningov naredili, par tednov smo skupaj, poigravamo se. Zdaj ta let pač nimam benga tekmovanja, evropsko je šele naslednji let, tako da se še uigravamo, po moje, še čas za uigravanje.